Današnja zadnja etapa akcije Deželak junak na Radio 1 pa bo nekaj posebnega. Zakaj? Zato, ker bomo na koncu te etape izvedeli, koliko otrok bomo lahko skupaj poslali na počitnice in pa, ker smo to zadnjo etapo posvetili enemu res posebnemu fantu. Njegova velika želja je bila, da bi drval še naprej in to smo mi leto zanj naredili. No. Z nama v studiu je zdajle Klavdija, Borova mama. Kako ste? Smo. Če se ne motim, je Bor vedel, kakšno bolezen ima. Ja. Je vedel. In je živel zato, da pomaga drugim. Kako je to izgledalo? Bor je bil v bistvu za veliko stvari v življenju prikrajšan zaradi svoje bolezni. Ne? Ni pa bil prikrajšan za ljubezen, za toplino doma, za to, da ga ima nekdo rad, ne glede na vse. In to vse je v bistvu nekako... Mi smo se učili od njega, on pa od nas, da pomenijo v življenju veliko stvari, ki lahko nekomu nekaj daš, ki lahko nekoga, ne vem, sem stisneš. Te vrednote nas bogatijo mogoče bolj kot vse materialne dobrine. In verjamem, da pač smo en z drugim razmišljali tudi o drugih. No. Tudi o drugih. Ampak nekaj posebnega je pa imel on z Deželakom. Ja, je. Spremljal ga je vsa leta, nekako prvič je pot nanesla slučajno, da sta se srečala, potem je pa vedno imel željo in ga je šel pričakati v Novo mestu in je takrat tudi drval. Tudi se je po večini želel slikati z njima, te slike so pač tak lep spomin, no, tako je ta zgodba, tako je z nami še naprej, ne. Mi smo se odločili, da bo z nami skozi. Ja. Bor je bil velik oboževalec Radia 1, tudi radio nasploh. On je imel sanje. Otročki, v katerih se pogovarjamo, mogoče nimajo sanj, jih ne morejo imeti. On jih je imel, on je imel plane. On je tudi na Radio 1 takrat srečal Saša Džukiča, kolega vašega, in sta se pogovarjala o tem, kako bi se učil pri njemu za na radio, da bi pač on je, te radio so bile njegove sanje. In očitno je od gor nekje zdaj ta zgodba ni uspel, mogoče nikoli v življenju ne bi uspel s tem. Je pa zdaj tukaj in to je nek znak, da... Bo pa na radiju skozi vsako. Jaz bi dodal še tole. Jaz vam obljubim, da bom vsak let na zaključku držal napis Hvala, Bor. Joj, hvala. Hvala vam, delajte to še naprej, no, za vse te otroke. Naj grejo, mi smo vedno lahko nekam šli, vedno bi še prav tako naprej, če bi se dalo. Ja, jaz lahko še enkrat rečem, da to, kar delate za te otroke, je neprecenljivo. Mislim, res. In to, kar zmore Deželak in vsa ekipa, Bor bi bil neizmerno srečen, ponosen, da je lahko del tega. Na koncu mu je Saša pisal v bolnico tak spodbuden mail, SMS, naj se drži, da imate še veliko za predebatirati, veliko planov. In verjamem, da je iz tega prišlo to, da je zdajle še on tlele v tej zgodbi. Zelo lep primer za vse nas, tudi odrasle. Ogledalo nastal na tak zelo, zelo dober način. Ko ste rekli, on bi dal vse, nima občutka za denar. On bi dal vse. Jaz moram priznati, mi smo pa taki, da če bi on prišel, pa da nam ne bi to povedal, pa da ne bilo zraven, mi bi mu tudi vse vzeli. Ker vse rabimo. Res vse rabimo. Se on bi rekel, bi bila ti klinac na radiju, če ne bi bilo mene.
Klavdija, najlepša hvala za obisk. Hvala za obisk, hvala, ker ste zraven in borbo pa vsako leto zraven.